Tako, spoštovani prijatelji, prisrčno dobrodošli na prvem pohodu za življenje v Mariboru. Aplavz! In zdaj vas povabimo, da vsi skupaj lepo zapojemo najprej Zdravljico. Danes so vaša gostitelja Urša in moja malenkost Silvo. Z ženo Petro sva se letos pridružila ekipi za pripravo pohoda. Uršo pa že vsi dobro poznate kot vodjo pohodov za življenje v Sloveniji. In danes smo se vsi skupaj zbrali v tej naši lepi štajerski prestolnici, da bi veselje do življenja ponesli tudi v ta konec Slovenije. Tako da lep pozdrav Maribor in Štajerska! Najprej še enkrat, tudi v mojem imenu ena lepa hvala vsakemu izmed vas, vsakemu posebej, da ste prišli, da ste si vzeli čas. Nekateri ste kar oddaleč priromali, eni iz Bleda, eni iz Vrhnike in tako naprej. Tako da res hvala vam, ker želite biti skupaj z nami, znamenje upanja vsem mamam in očetom v stiski. Hvala, ker želite biti tudi del te lepe zgodbe za življenje, praznovanje življenja, praznovanje upanja, praznovanje veselja. In kjer je življenje, tam je veselje. In kjer je življenje, tam je upanje. In kjer je življenje, tam je sreča. In vsi si želimo biti srečni. Je res? Vsi si želimo živeti. Zdaj otrok so malo skriti tamle vmes, ampak če bi vprašali otroke, kaj je najlepše darilo, ki ga dobite? Česa se najbolj razveselite? Kakšnega avta na daljinca, kakšen skiro? Otroci, kaj je najlepše darilo, ko ste jih dobili? Toliko lepih daril, da se ne morete odločiti, ne da? Ja, ampak brez najlepšega, brez življenja pa ne bi imeli nič. Nobenega drugega, nobene torte, nobene svečke, nobenih drugih daril. In mi smo danes tu, ker želimo za vse otroke, da bi vsi praznovali svoj rojstni dan. In da bi lahko vsi, ki že obstajajo, doživeli prvi in drugi in tretji in četrti rojstni dan. Tako da največja stvar, najlepše darilo, ki ga lahko dobimo od svojih staršev, otroci, je življenje. No da? Ja. In če nam ne dajo ničesar drugega naši starši, nam dajo bistveno. Zato bomo danes velikokrat ponavljali, da je življenje zakon. Velja? To je naše letošnje geslo, življenje je zakon. Tako mladi rečejo, kul, življenje je kul, življenje je fajn, življenje je nekaj ta boljšega, tako da življenje je zakon. Gremo vsi tri, življenje je zakon. 1, 2, 3, življenje je zakon. Bravo. Hvala. Naj vam zdaj na kratko orišem potek časa, ki ga bomo še preživeli skupaj. Prvič bomo na pohodi za življenje prisluhnili zdravnici in pa mami z osebno izkušnjo splava. Potem se bomo sprehodili po ulicah našega mesta Maribora in se za zaključek vrnili sem nazaj na Grajski trg, kjer bomo potem prisluhnili še himni našega pohoda in pa pevki Dori. Tako, danes smo še posebej hvaležni tudi za našo prvo gostjo, ki nam bo spregovorila. Prvič nam bo na pohodu za življenje v Sloveniji spregovorila zdravnica. In to zdravnica, ki veliko dela z umirajočimi
katerim ravno te dni želijo odzeti pravico do dostojanstvene starosti. Zato vabim k mikrofonu gospo Marto Globočnik-Kukovica, da nas nagovori. Najprej prav vsi lepo pozdravljeni tukaj v Mariboru. Hvala za vabilo. Ja, res, delam na področju onkologije in se pri svojem delu bolj kot začetkom človekovega življenja srečujem z njegovim zaključevanjem. Zato poznam to prvobitno željo vsakega živega bitja po živeti, ustvarjati, ljubiti, biti prisoten na tem svetu. Vsak dan znova se srečujem s to strastjo do življenja, po njegovem podaljšanju, za mesec ali dva, včasih nekaj tednov ali morda vsaj en sam dan. Zdravniki in zdravstveno osebje se trudimo z vsem svojim znanjem in sredstvi, da bi premagali neozdravljivo bolezen. Če pa to ni mogoče, da bi vsaj upočasnili njeno napredovanje in s tem vsaj za nekaj časa odložili konec življenja. Ko to vsak dan opazujem, spoznavam eno. Življenje je dragoceno, je sveto in je edino, kar imamo. In če se ga tako oprijemamo mi, ki smo mogoče že utrujeni od bolezni in let, koliko bolj šele hrepenijo in imajo pravico do njega mlada nerojena bitja. Že kot študentka sem v sebi začutila to poklicanost, da bi varovala življenje v vseh oblikah, zaščititi ga, da vzklije, se razvija, popravljati ga, zdraviti, ko pade iz svojega ravnovesja in ko začne postopoma propadati. Očarana sem bila, ko sem se med študijem embriogeneze prvič srečala s čudežem nastanka in razvoja novega življenja. In z leti sem očarana le še vedno bolj. Kaj je lahko še bolj prefinjeno, sprogramirano in dovršeno kot razvoj otroka v maternici, kjer se tudi brez posebnega človekovega sodelovanja po 9 mesecih rodi tako popolno bitje, kot je otrok, ki prinese s seboj na ta svet prav vse, kar bo potreboval naslednjih 80 ali morda celo 100 let. Nobena, še tako izpopolnjena tehnologija, znanost ali morda umetna inteligenca ne morejo ustvariti ničesar niti približno podobnega. Natančnost, s katero smo ustvarjeni, je osupljiva. Do napak pri prepisovanju na tisoče in milijonov genov pride le izjemoma, saj se nas večina rodi zdravih. Ne morem in ne znam razumeti drugače, kot da se ta neverjetna kaskada razvoja življenja začne že v samem trenutku spočetja in dozori ob človekovi smrti z njegovim zadnjim oddihom. Ko sem se kot mlada zdravnica odločala za naprej, sem želela postati ginekologinja. Vendar sem se zaradi ugovora vesti tej specializaciji odrekla. V onkologiji, pa tudi sicer zdravniki danes se srečujemo z novo, nič manj bolečo zahtevo družbe po evtanaziji. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je pred nedavnim predlog o odobritvi evtanazije odločno zavrnila z utemeljitvijo, da mora dolžnost lajšanja trpljenja prevladati nad dolžnostjo njegove prekinitve s smrtjo. Še vedno prisegamo s Hipokratom rekoč, da svojega medicinskega znanja ne bom nikoli uporabil tako, da bi ogrožal človekove pravice in da ne bom nikoli nikomur, tudi če bi me prosil, zapisal smrtne droge. Zdi se mi, da imata začetek in konec človekovega življenja isto skupno točko, spoštovanje življenja samega. Če ne cenimo spočetja in začetka, če mu ne damo imena, ki mu pripada, tudi konca življenja ne bomo cenili in mu ne bomo dali dolžnega dostojanstva. Kajti življenje ni naša stvaritev, niti ni naša last, ampak en sam dar. Hvala.
Hvala lepa. Hvala, Marta, za vaš pogum. Prepričan sem, da boste s svojim zgledom vzor tudi drugim zdravstvenim delavcem, da bodo upali postati ali ostati zaščitniki življenja ostarelih in nerojenih otrok. Še enkrat najlepša hvala. Zdaj pa je pred nami himna našega pohoda za življenje. Življenje je zakon, upam, da ste ga že vsi slišali, da ste tudi videli, ima nekaj mladih mariborskih igralcev v tem videu in bomo zdaj slišali, se pravi, Irena Vertuš in Marija Sedej bosta zapeli Življenje je zakon. Življenje vredno je živeti, tudi ti, kam padam, pišem spivim sanje, naj ljudje zvedo, da življenje vredno je živeti, življenje je zakon. Življenje je zakon. Kakšen bi svet, če bi bili brez tebe? Kakšen bi svet, če ne bi nas bilo? Kakšen bi svet, tudi brez mene in brez vseh nas? Kako bi vse to bilo? Včasih jokam in se smejem, naj ljudje zvedo, da življenje vredno je živeti, tudi ti, kam padam, pišem, spim in sanjam, naj ljudje zvedo, da življenje vredno je živeti, življenje je zakon. Življenje je zakon. Življenje je zakon, ki spreminja svet. Življenje je zakon, zmagal je in bo spet. Življenje je najlepši je od vseh. Ja želim živeti, živeti želim. Bravo! Najlepša hvala Irena in Marija. In hvala tudi vsem ostalim ustvarjalcem te pesmi, ki ste se tako potrudili. Hvala lepa. Veseli smo, da se pohod za življenje širi. Vse večje prestolnice po svetu že imajo pohod za življenje in mnogo držav vsako leto dodaja še nova mesta na svoj zemljevid. Ljudje moramo priti blizu, da jim lahko prinašamo sporočila za življenje. Zato sem ponosen, da imamo poleg Ljubljane sedaj svoj pohod tudi v Totem Mariboru.
pred nami en pomemben trenutek, ko nas bo prvič na pohodih za življenje v Sloveniji nagovorila gospa, ki je sama imela to težko izkušnjo izgube svojega lastnega otroka v postopku splava. In ona res ve, kaj pomeni ostati sam in kaj pomeni biti v stiski. Tako da ona in vse druge gospe, ki ste tukaj, ki verjamem, da ni samo ona s tako izkušnjo tukaj, vse ste res prisrčno dobrodošle in mislim, da ste prav ve to znamenje upanja tudi za vse druge mame in očete v stiski. In da veste, da je tudi med nami prostor za vas in da med nami vaši otroci prejmejo vrednost, ki jim jo je svet odrekel. Tako da vabim gospodanico v centrih, da nas nagovori. Spoštovani vsi prisotni, čeprav je bolj oblačno vreme, danes v naših srcih sije sonček, ker se veselimo vsakega življenja. Sem vesela babica in še posebno se veselim, ker bom kmalu povila 3. vnuka. Bravo! Na pohodu za življenje... Kar zaploskajte, to je lepo. Na pohodu za življenje sem bila že večkrat, prvič bom pa pričevala. Moja želja danes je največja, da nagovorim tiste, ki so morda ali bodo v podobni preizkušnji, kot sem bila jaz, ko sem naredila splav, da tega ne naredijo, ker na duši pusti globoko rano, ki se dolgo in težko zdravi. Nekaj let po ločitvi in 2 šoloobveznih sinov sem zelo zahrepenela po družini, po toplem ognjišču, kjer bi bila ljubezen, spoštovanje, sprejetost, odpuščanje, medsebojno razumevanje, ki ga v družini in v zakonu nisem imela. Zgodilo pa se mi je, da sem po kratkem poznanstvu in enkratni strasti nepričakovano zanosila. Oče nerojenega otroka je bil iz Avstrije in bi se ne videla več. Prišla sem v zelo hudo stisko. Kot samohranilka, brez preživnine, z minimalno plačo, hodila sem v 2 službi in večkrat delala pozno noč, da bi preživela družino. Bilo me je pa tudi sram. To sem povedala samo eni prijateljici. Istočasno sem spoznavala moškega, ki je bil pozoren, prijazen in ljubeč. Otroka sta ga sprejemala in se ga veselila. In nosečnost bi mi bila ovira do toplega ognjišča. Zato sem takrat videla edini izhod, da prekrinem nosečnost. Po splavu sem imela veliko praznino in nemir, kljub nevidozni sreči in zvezi, ki sem jo imela 4 leta. Ta nemir in praznino sem si lajšala z antidepresivi. Zbolela sem za rakom na materničnem vratu in po operaciji padla še v večjo depresijo. Pristala sem v psihiatrični bolnici, saj sem imela samomorilne misli, nisem mogla jesti, nisem mogla spati, razjedal me občutek krivde in v prsih me je peklo in žgalo, kot bi popila kislino. Ta notranji boj je trajal 4 leta. Pred 13 leti pa sem po molitvi v imenu Jezusa Kristusa od Boga prejela milost ozdravljenja, od vseh tablet in od zelo hude depresije. Nato je trajalo še 12 let, da sem lahko odpustila sebi za splav. Sedaj imam mir in veselje v srcu. Svojemu Svojemu nerojenemu otroku sem dala ime Veronika. Letos bi bila stara 23 let. Premišljujem, kaj bi bilo takrat, če bi mi nekdo povedal, da pri 22. dnevu začne biti srček in je to mali otročiček, ki ima vso pravico do življenja. Danes se mi zdi zelo pomembno prevzeti odgovornost do posledic svojih dejanj. Noben otrok ni napaka, ne glede, kako je spočet. Obstaja možnost posvojitve.
koliko je žena, ki izgubijo svoje otroke in koliko je žena, ki vedo, da nikoli ne bodo okusili sladkost materinstva. Veliko pa je pričevanj, ko so posvojeni otroci neskončno hvaležni svojim biološkim materam za dar življenja. Premišljujem, kakšna bi bila danes moja Veronika. Pri 23 letih bi že bila prava dama. Verjetno bi hodila na kakšen faks, ne vem. Mogoče bi postala zdravnica in reševala življenja, ne vem. Mogoče bi bila pa že srečna mamica, tudi tega ne vem. Vem pa, da me ima rada, ker mi je odpustila. In vem, da jo bom nekoč spoznala, ko bom prehodila to zemeljsko pot. In komaj čakam trenutka, ko jo bom lahko objela. Hvala. Danica, iz srca hvala za vaš pogum, da ste nas nagovorila in verjamem, da bo vaša zgodba pomagala marsikateri mamici. Hvala še enkrat. Lahko zaploskate še enkrat. Sedaj. Halo? Mislim, da ne bo. Zdaj pa bomo namenili še velik aplavz vsem organizacijam, ki se trudijo, da bi čim več takih žena, kot je bila gospa Danica v stiski, našlo topel nasmeh, materialno ali psihično pomoč. Zaploskajmo Zavodu Živim. Zavodu Biser, Centru Sara, Gibanju za življenje, Mamin svet, Anin sklad in še kakšen bi se našel. Velik aplavz vsem. Ste velik dar za vse nas. Tako, sedaj pa pričnimo s pohodom in ponesimo naša sporočila za življenje tudi drugim. Še mogoče nekaj navodil. Prosim, da upoštevate navodila radarjev. Krenili bomo tu v mojo levo, v to ulico. Prosim, da hodite lepo eden za drugim, da vrsta ne bo predolga in da ste mogoče največ dva, največ trije v eni vrsti. Potem pa se vsi skupaj lepo vrnemo nazaj na to mesto, kjer bomo imeli še program, nastopala bo naša pevka Dora in se potem še srečamo tukaj na Grajskem trgu. Gremo na akcijo. Takole, hvala lepa za današnji pohod. Maribor nas je spoznal in mi tudi Maribor, tisti, ki še niste bili. Sedaj pa vabim, da nam zapoje naša glasbena gostja. Svoje avtorske pesmi z besedilom, kakor tudi glasbo piše od svoje rane mladosti. Pesmi piše tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Posnela je že več lastnih glasbenih spotov. Sodeluje z znanimi glasbeniki kot je Gal Džurin. Zmagala je na festivalu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Bila pa je tudi prva Slovenka, ki je zastopala Slovenijo na mednarodnem festivalu Sanremo Junior. Z nami je Dora. Ne večera
ceste brez postaj, odgovorov na vsak zakaj. Hitrih strik za vsak slučaj. Tišina včasih dvigne glas, najslajši zmagi tli poraz, popolno slike obleti. Tišina včasih dvigne glas, najslajši zmagi tli poraz, ko sam ugibaš, kdo sploh si. Reci jutru dober dan, zvečer zaspil mehko brisan. Puščavi najdi svoj izvir in pusti sebi čas in mir. Reci jutru dober dan, zvečer zaspil mehko brisan. Puščavi najdi svoj izvir in pusti sebi čas in mir. Tišina včasih dvigne glas, najslajši zmagi tli poraz, popolno slike obledi. Tišina včasih dvigne glas, najslajši zmagi tli poraz, ko sam ugibaš, kdo sploh si. Reci jutru dober dan, zvečer zaspil mehko brisan. Puščavi najdi svoj izvir in pusti sebi čas in mir. Reci jutru dober dan, zvečer zaspil mehko brisan. Puščavi najdi svoj izvir in pusti sebi čas in mir. Hvala. Kjer zvezde na nebu ljubesni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telu se žari. Mlade oči so svetle luči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Mladim očem veselje in smeh porajata vedre srčne dni. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Mladim očem veselje in smeh porajata vedre srčne
sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Dora, najlepša hvala, da s tem svojim čudovitim pevskim talentom tako lepo in čudovito obdariš tudi naš današnji dogodek. Prvo pesem je Dora napisala sama, njena avtorska pesem, to je tista pesem, s katerim je tudi nastopala na Sanremu in se imenuje Vizija, drugo pesem pa vsi poznate, Mlade oči. Torej še en lepi aplavz za našo Doro. Zdaj pa na nas vabim še Petro Sok. Petra je tudi v naši ekipi in bi z vami rada podelila eno luštno pričevanje. Ja, jaz imam eno tako veselo zgodbo in sicer moja sestra je, mi v družini smo pravzaprav doživeli čudež življenja, hvala Bogu. In sicer moji sestri so se zgodili zapleti v 22. tednu nosečnosti. Zaradi tega je pristala v bolnišnici in borili so se zdravniki za življenje hčerke Dore, ki je bila rojena in je danes stara skoraj 6 let. Dalo se je boriti še slab teden, potem pa je v 23. tednu nosečnosti se treba odločiti, ali se zgodi splav ali pa se rodi otrok. Takrat sta sestra in njen mož se odločila za življenje. Zelo hitro sta reagirala in rekla, da želite, da otrok živi, čeprav so bile napovedi zelo slabe. Bilo je par procentov možnosti, da preživi, od tistih par procentov je pa bilo 2% možnosti, da bo otrok zdrav in da bo vse v redu. Seveda, punčka se je rodila, 4 mesece je bila v inkubatorju, en cajt seveda je bilo še borbe za življenje. Danes je soimenjakinja naše pevke Dore in živi in je zdrava in je popolnoma zdrava deklica in hodi v vrtec in se veseli življenja. Hvala. Ja, res hvala Petra za to in se mi zdi res pomembno, da bi ta glas odmeval predvsem do vseh ginekoloških ordinacij, da bi imeli res tudi ginekologi in zdravstveno osebje upanje res za vsakega otroka. In ker imate res, zdravniki, imate res zelo pomembno vlogo pri podpori materam v teh prvih trenutkih. In hvala tudi vsem mamicam in očkom, ki zdržite vse te pritiske strani zdravstvenih delavcev in izberete življenje za svoje otroke. Res ste pravi heroji. Aplavz. Tako, dragi otroci, dragi mladi, dragi upokojenci in vsi tisti vmes, ki ste danes prišli, hvala vam, da ste se udeležili tega dogodka in da ste pripravljeni prinašati upanje v ta svet. Hvala, ker ste pripravljeni pomagati in da ste se dali danes na razpolago in prišli na prvi pohod za življenje v Maribor. Skupaj tako pišemo zgodovino v Mariboru. Krasna publika ste bili in upam, da se vidimo naslednje leto. Ne pozabimo seveda zaploskati ekipi, organizacijski ekipi Maribora na vodstvu z našim Marijom. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k današnjemu dogodku. Hvala našim varnostnikom, hvala tudi slovenski policiji za korektno in profesionalno varovanje. Sedaj pa prosim, da se še malo zadržite, pustite svoje kontakte, malo mogoče poklepetajte, potem pa srečno pot domov in z Bogom.
Jaz vas bi pa vse rada še povabila na pohod za življenje v Ljubljano, ki bo 7. oktobra. Mi bomo rekli, ker vse slovenski pohod za življenje in upam, da kakšen avtobus pride tudi iz Maribora, tako da se vas veselimo tudi v Ljubljani, da širimo veselje do življenja. Tako da nasvidenje, prijatelji za življenje. Hvala vam. Za konec bi pa še enkrat lahko zapeli našo himno. Ste za? Ja. Kakšen bil bi svet, če bi bili brez tebe? Kakšen bil bi svet, če ne bi nas bilo? Kakšen bil bi svet tudi brez mene in brez vseh nas? Kako bi vse to bilo? Jaz pa pojem in plešem, včasih jokam in se smejem. Naj ljudje izvedo, da življenje vredno je živeti, tudi tekam in padam, rišem, spim in sanje sanjam. Naj ljudje izvedo, da življenje vredno je živeti, življenje je zakon. Življenje je zakon. Kakšen bil bi svet, če bi bili brez tebe? Kakšen bil bi svet, če ne bi nas bilo? Kakšen bil bi svet tudi brez mene in brez vseh nas? Kako bi vse to bilo? Jaz pa pojem in plešem, včasih jokam in se smejem. Naj ljudje izvedo, da življenje vredno je živeti, tudi tekam in padam, rišem, spim in sanje sanjam. Naj ljudje izvedo, da življenje vredno je živeti, življenje je zakon. Življenje je zakon. Življenje je zakon, ki spreminja svet. Življenje je zakon, zmagal je in bo spet. Življenje je zakon, najlepši je od vseh. Tudi jaz želim si živeti, živeti želim.